Ste morda zaljubljeni, pa bi to na malce romantičen način radi sporočili svoji simpatiji? Imam rešitev. Pošljite ji kakšno pesem iz čudovite zbirke Ljubi me kot sonce sije Ferija Lainščka. Najlepše ljubezenske pesmi sta brali Alina Mija in Jasna. Alina Mija, a je pri vas še aktualno, da napišete kakšno pisemce ali pa ljubezensko pesem svoji simpatiji? Ne, jaz in moji vrstniki tega več ne počnemo. Verjetno to bolj povemo svojim sošolcem in pa prijateljem in potem se to razve. Sem pa opazila pri starejših učencih, da si to ali povejo v živo ali pa po telefonih. Mogoče kakšna virtualna poezija je danes bolj in. Sicer poezija v osnovni šoli res ni kaj preveč priljubljena, razen ko prebereš kakšno, ki te res zadane. Vsaj pri meni je bilo tako. In povej mi, so te pesmi kaj premaknile, kaj zadele? Ja, so me. Sem tudi dobila kakšne drugačne perspektive na takšno, kakšna je ljubezen. Še posebej mi je bilo všeč Ne vem, če veš, ker se mi je zdela, da je bila res realna in resnična in si se lahko z njo poistovetil, ker pravzaprav govori o tem, kako ti nikoli ne veš, če ne poveš svojim simpatiji, da nikoli ne veš, če se tudi oni vate in če oni vejo, da so jim všeč. Tako. Druga, ki mi je bila všeč, je pa Bližina, ker se mi zdi, da še posebej ta zadnja dva verza, ki gresta na izmeraj pred nama bo cesta in proga brez zadnje postaje, res namigujete na to, da bosta lika imela neskončno ljubezen in mi ta misel res všeč. Ja, v tej knjigi je res najlepši izbor ljubezenskih pesmi Ferija Lainščka, ki so zanj značilno polne hrepenenja, ljubezni, nežnosti, narave, romantike. Ferij je res mojster tako poezije kot proze, zato sem ga seveda morala vprašati za nasvet vsem mladim ljubiteljem pisane besede. Pa mu kar prisluhniva. Prav lepo vas pozdravljam. Pesnjenje je zagotovo dejavnost, pri kateri štejejo samo originali. Pripisovanje, posnemanje, kopiranje, tu pač ne pride v poštev. Pravijo, da če srečaš dva pesnika, ki sta si zelo podobna, potem je z enim zagotovo nekaj narobe. Zato vam moram na to vprašanje odgovoriti pravzaprav zelo preprosto. Če želite ustvariti, morate biti izvirni, slediti morate samemu sebi in na koncu morate postati original. Hvala lepa, Ferij. Odličen nasvet. Sicer pa so že njegove pesmi same po sebi polne modrosti in kakšnih smernic in naukov, ne glede na to, kaj počneš v življenju, a ne? To je res. Ena izmed takšnih bi lahko bila Ne spreminjaj me in sicer delček gre: Ne spreminjaj me, to sem jaz, taka sem, po svoji poti grem, poslušam le srce. Ja, kako lepo, Alina Mija, hvala lepa za tole pesem. Upam, da bo tudi vprašanje tako poetično. Zbirka Ljubi me kot sonce sije Ferija Lainščka vključuje njegove najlepše ljubezenske pesmi. Kaj se zdi avtorju pri pisanju poezije najbolj pomembno? A. Da znamo oblikovati super rime. B. Da znamo z vsebino pritegniti publiko. C. Da znamo z vsebino presuniti. Ali D. Da znamo biti pristni oziroma avtentični. Ja, kar hitro so oboji odgovorili D. Mislim, da je bil odgovor jasen, ampak preverimo vseeno. Ferij Lainšček meni, da pri pesnjenju štejo samo originali in da moramo biti zato izvirni in zvesti samemu sebi. Pravilen je res odgovor D, ki je prinesel po 5 točk obema ekipama.